In vam še enkrat povem, kdor vam reče, da je dobil poskusno dobo na sodišču, to pomeni, da mu ni bilo dokazano nič. In da se država izživlja nad njim in takega človeka straši in plaši. Doktor Viktorija Bevc, lep pozdrav. Dober večer. Zabavno je bilo poslušati in gremo naprej z nocojšnjim programom, s teboj in s tvojimi sagami. In izvoli, tako da glej. Lep dober večer, sem se nasmijala zato, ker vidite, imamo očala resnice, ne? In vsi gledamo skozi njih. To je ista očala. Dobro, odlično. So od zajčka. Tudi nekaj pomeni, ne? No, jaz sem imela pred 14 dnevi predstavitev kratko oziroma ene vrste razmišljanje okrog tega, a se splača za prekrške, za neke druge zadeve pritožiti in dati tudi pobudo na sodišču. No, imava mogoče kje? Ja. Končala sem, glejte, tisto izvajanje, sem končala z mislijo mlajšega Martina Luthera Kinga, pa vam jo bom še enkrat povedala, zaradi tega, ker res želim, da bi ljudje počasi doumeli, da življenje, katerega živimo trenutno, ni življenje igre in zabave. Lahko se igrajo z nami, lahko tudi mi vračamo nazaj, ampak ni pa to čas, da ne bi stvari resno pogledali, zakaj se nam dogaja vse to, kar se dogaja. Jaz v življenju verjamem, da se vse dogaja z namenom. Nekateri so se prebudili že zdavnaj prej, nekateri se še bomo, nekateri se mogoče ne bodo nikoli. Tako je pač v življenju. Kaj je rekel King? Življenje se konča z dnem, ko ostanemo tiho o stvareh, ki so pomembne. To si zapomnite. Zato ne želim biti tiho. Želim razmišljati o vsem, kar se dogaja. In prej je bilo vprašanje v predhodnih izvajanjih, kam to pelje, je med gledalci Borut vprašal. Če nič in nikamor drugam k propadu slovenskega naroda, ali pa jaz upam nekaj drugega, vseljudski ustaji, ki bo povzročilo dvig zavesti določene mase, kritične mase v Sloveniji. Zato pridem in zato govorim o tem. Nisem, veste, jaz neki tak, ki ga ne bi bilo nikjer. So, ampak ne govorijo o tem. Torej, v prejšnjem izvajanju sem vam svojo izkušnjo povedala o prekršku, ki se je zgodil, prekoračitev hitrosti, radarska zaznava in malo več sem vam to opisala. In prišli smo do tam, ko je bila izdana sodba na sodišču v imenu ljudstva. Vidite, to je tudi ena vrsta velike prevare. V imenu ljudstva. Ali ljudstva ni poleg. In noben ga ni nič vprašal. No, moja pot, ko sem to pravnomočno sodbo dobila, se je pot
nadaljevala na sodišče, kjer sem želela dobiti potrditev, torej žig, da je ta sodba postala pravnomočna, če je, nisem vedela, morda pa se je pritožilo redarstvo. No, na sodišču, to je bilo 7. maja 25. leta, so me malo debelo pogledali, najprej je bilo čisto vse normalno, potem pa pravi, se vam ne moremo te pravnomočnosti potrditi na sodišču, ker je bila sodba poslana ne vam, ampak redarstvu, občinskemu redarstvu, poglejte, kakšna prevara je že to, in preko redarstva poslana van. A veste, da so take sodbe vse nične? Cel postopek je ničen. A vam je jasno, zakaj se to dogaja? Zato, ker je vse protipravno, ker se s vsakim korakom krši 2. člen Ustave Republike Slovenije. Ker pravi, Slovenija je pravna in socialna država. 2. člen Ustave Republike Slovenije. In mi dajo nasvet, da po pravnomočnost mora imeti na občinsko redarstvo. Iz razloga, ker je redarstvo meni poslalo sodbo v imenu ljudstva, torej sodbo, ki jo je izdalo sodišče, in imajo oni vročilnice. No, in jaz sem se odpravila na občinsko redarstvo. Prej sem se seveda napovedala, ker gospoda ni bilo tega, ki je za to odgovoren, in 14. maja končno se dobiva. Gospodu se je vse čudno zdelo, saj jaz ga razumem, ljudje se ne pritožujejo in zato tečejo stvari tako, kot tečejo po navodilih, veste, na vodi. Kaj se zgodi? Na vodi. Navodila. Torej, in gospod je rekel, vi ste prva. Jaz sem rekla, kaj čmo, bom pa edina, ne? Ampak midva mora to rešiti. Mene so k vam poslali, želim to pravnomočnost, če je seveda že sodba pravnomočna. No, in pravi se, jaz ne vem, kako bi to naredil, ne? Jaz nekaj, kako, se imate žig pravnomočnosti, ne? Za sodbo, če me sodišče sem poslalo, vi lepo požigosite, če se vi niste pritožili, je pač sodba pravnomočna. Ko sem malo klepetala. Je bil čist prijazen gospod. No, in on gre po žig in pritisne in jaz kar odskočim, ker vidim, kaj je pritisnil. Pritisnil je žig, plačilni nalog, je pravnomočen, je postal pravnomočen in izvršljiv. Jaz skočim, ne morete plačilni nalog, saj govorimo o sodbi, saj sem se pritožila zoper plačilni nalog. Jo, je rekel, potem bom pa jaz to, evo. Vidite, tukaj spodaj? Takole, kako moram da takole? Potem je pa on prečrtal plačilni nalog, pa je napisal, sodba je postala pravnomočen in izvršljiv, 2-krat je podpisal, 26.4. je bilo to pravnomočno. Tako vidite, zdaj imamo tako sodbo. Če mene vprašate, to je sramotenje sodstva. To je to je zelo, zelo velika napaka v našem sistemu in je dejansko mi žal vseh poštenih
če so še, pa so, jaz sem se pač prepričala, da sem pa tja so še pošteni sodniki in to je sramota. Sramota za pravo, sramota za sodstvo in sramota za celo državo. Torej, tako je moja sodba pravnomočna 26.4. Ampak zdaj pa k bistvu. To, kar sem vam povedala, je en korak v postopkih, ki niso zakoniti, ki so protiustavni, so proti določilom ustave in proti vsem določilom Evropske konvencije o človekovih pravicah. Da se to zakrije, se mora dogajati točno to, kar sem vam zdaj povedala. O meni, za mene je ta sodba. Torej, jaz bi jo morala dobiti. Nihče drugi kot jaz. In jo nisem. Z razlogom. Ker zdaj ni noben kriv. Samo jaz sem pa kljub temu, da je postopek, prekrškovni postopek ustavljen, še vedno storilka. Storilka. Imenovana kot storilka v sodbi. In tukaj se zdaj sprašujem, storiti, glagol storiti iz slovarja Pohlinovega jezika. Poglejte, kaj pomeni, je dovršni glagol. Storiti, narediti, imeti za posledico. Nisem storila prekrška, ker sploh vozila nisem. Dobila sem plačilni nalog, čeprav nisem bila jaz voznica. Vidite, a razumete ta psihološki vpliv? Kaj pomeni storiti v sopomenkah? To pomeni narediti, zagrešiti, zakriviti. Vidite, to je tisto, na čemer deluje ta magija, kot je rekel Egidij. In prosim vas, začnite z odprtimi očmi in ušesi poslušati in se spraševati, kaj to pomeni za nas, državljane. Veste, kakšen psihološki učinek je to? Storilka v sodbi, še vedno storilka. A si znate to dualnost, ta konflikt znotraj sodbe razjasniti? Jaz si ne znam. In da boste razumeli ta psihološki učinek, je podprt tudi z zakonom o prekrških. Zakon o prekrških pravi, v 48. členu zakona o prekrških so opredeljeni pojmi. In kaj pravi? Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen. Kršitelj. Kršitelj je tisti, zoper katerega je začet postopek o prekršku pred prekrškovnim organom. Če je kršitelj, je to že dovršnik, tudi storilec je dovršnik. Druga opredelitev. Obdolženec je tisti, proti kateremu je pred sodiščem vložen obtožni predlog. Obdolženec bi bilo že smiselno, če bi redarstvo dalo ta obdolžitveni predlog na sodišče. Drugače pa, če mene vprašate, lahko sem osumljena prekrška, ampak s sodbo je ta osumljenost izničena. Naslednji, tretji
pojem, ki ga opredeljuje zakon o prekrških, pa je storilec. Poglejte prefinjenosti manipulacije. Storilec pa je splošni izraz za kršitelja, za obdolženca in osebo, ki je bila izrečena sankcija za prekršek. Vidite, to je psihološki učinek. In če z ljudmi govorite, ljudje se sami obsodijo. Ja, pa sem kriv, pa sem res pelel. Ok, a si naredil kakšno žrtev? Namreč tukaj v zakonu je še en pojem, oškodovanec. Ta pa označuje tistega, čigar premoženjska ali osebna pravica je bila s prekrškom prekršena ali ogrožena. Zdaj pa oškodovanec, po mojem skromnem razmišljanju, ker ni samo zgolj pravno, sta lahko dve osebi. Lahko je tisti, ki je bil zaradi prekrška oškodovan nekje na cesti zaradi posledice, tako kot rečemo. Veste, prekršek, to, kar boste velikokrat slišali, po evropski sodbi Evropskega sodišča, Flisar proti Sloveniji. V tej sodbi je pod 25. točko in 26. jasno zapisano. Prekršek se mora obravnavati kot kaznivo dejanje. Nič drugega ni, ker je kazniv. Točno tako piše, preberite si to sodbo. 25. 26. točka, torej odstavki te sodbe. In zato, ker je ta prekršek kazniv, ker dobite prej plačilni nalog kazen, kot vam sploh nekdo kaj dokaže, je vse protizakonito in po Evropski konvenciji o človekovih pravicah je to kršenje poštenega sojenja, kršenje 6. člena Evropske konvencije. Zdaj pa še to, kar je bistveno. Prekršek. 11 kilometrov je ta moj avto naredil prekršek takrat. Prekršek. Ampak ni bilo žrtve, ni bilo škode, ni bilo ničesar. In ko z ljudmi govoriš, oni bodo rekli, kriv sem bil. Vidite, kaj se je naredilo z ljudmi? Ne morejo več trezno razmišljati. In jaz pozivam k treznemu razmišljanju. Jaz nisem človek, ki bom zanikala nekaj, česar morebiti nisem storila. Daleč od tega. Mi je resnica presvetlo vodilo v življenju. Ampak imamo pravno državo. Imamo ljudi, ki jih plačujemo za to, da se to dostojanstveno in v skladu z ustavo, najvišjim aktom v državi, vodi na način, da ljudje nismo okradeni. Da nismo ljudje, vsi po vrsti storilci, še ust nisi odprl, še v avto se nisi usedel, si a priori storilec in kriv. Vidite, in ta pojem, oškodovanec, ima dvojni pomen. Jaz vam bom na koncu o njem spregovorila, ker v tej situaciji, v tem postopku, mislim, da sem jaz oškodovanka. No, zdaj pa še naprej. Storilec, storilka. Dovršni glagol. Torej, postopek je po sodbi ustavljen, jaz sem storilka. 7. člen Zakona o prekrških
govori o domnevi nedolžnosti in pravi: kdor je obdolžen prekrška, velja za nedolžnega, dokler njegova odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno odločbo. Tudi to je vprašljivo, kaj so imeli v mislih s pravnomočno odločbo. Ampak v tem primeru niti pravnomočne odločbe ni bilo. Ker ta po ZP-ju postane šele, če se ne pritožiš na plačilni nalog. Jaz sem podala ne zgolj pritožbo, ampak zahtevo za sodno varstvo. Ker zahtevam, da se sodi v Sloveniji po ustavi in to določa 23. člen. Samo na sodišču smo lahko obsojeni in to preko sodnika. Potem imamo tukaj, poglejte, domneva nedolžnosti še v 27. členu Ustave Republike Slovenije zapisano. Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja. Kaj smo rekli? Kaj pravi Evropska konvencija o človekovih pravicah in tudi Evropsko sodišče že v naših sodbah, ki so se Slovenije dotikale? Prekršek je kaznivo dejanje. Mora se ga obravnavati tako resno kot kaznivo dejanje in dejansko bi se moral uporabljati kazenski zakonik. In ne zakon o prekrških, ki je ena velika zmeda. In je ustvarjen zato, da se kaos vzpostavlja. 27. člen Ustave pravi: kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. Je jasno? Zato je potrebno tudi v zahtevi za sodno varstvo navesti 27. člen in zahtevati, da vas seznanijo s pravnomočno sodbo, iz katere bo razvidna pravnomočna krivda, za katero ste dobili plačilni nalog in kazenske točke še, ne? In imamo za domnevo nedolžnosti, imamo še določilo drugega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah in pravi sledeče: kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler ni v skladu z zakonom dokazana njegova krivda. Dokazana njegova krivda. Tukaj pa ne smemo zanemariti določila zahteve Evropske konvencije o človekovih pravicah, potem, da sodišča znotraj držav članic Evropske unije pošteno sodijo. Med pošteno sojenje pa prva zadeva, prvi element je ta, da ste kot obtoženi nečesa zaslišani in da imate možnost povedati svoje stališče. Lahko tudi dokazati to, kar zagovarjate, oziroma kakor sebe pač zagovarjate. Tega se pri prekrškovnih postopkih ne poslužujejo. Niti sodišča ne sprejemajo, tudi zahtev za sodno varstvo ne dajo naprej. Pa je vseeno, ali je to Dars, ali je to policija, ali je to redarstvo. Izjemoma se zgodi v nekih zadevah in v teh zadevah se skoraj praviloma prepozna nedolžnost človeka v smislu obtožnega predloga zoper njega. Tako da je te zahteve potrebno dajati in raziskovati, do kdaj bo ta sistem deloval tako, kot deluje. Nepošteno do nas državljanov.
In še nekaj. To, kar sem vam navedla, je vse v podporo temu, da nikoli ne bi smeli biti imenovani na način, kot nas imenujejo. Kršitelj, kršiteljca, storilec, storilka, obtožitelj, obdolženec. To bi edino bilo, pa še to ni po moje ustrezen izraz. Osumljenec, osumljenka prekrška ali kaznivega dejanja. Potem gremo pa naprej, ker je še daleč do obtožnega predloga. In poglejte, ko se sodi po kazenskem zakoniku in je državljan ali nekdo obsojen s pravnomočno sodbo v imenu ljudstva, obstaja 83. člen kazenskega zakonika, ki omogoča sodno rehabilitacijo in pravi: sodišče sme na prošnjo obsojenca odločiti, da se obsodba izbriše iz kazenske evidence in da obsojenec velja za neobsojenega, če je potekla polovica in tako naprej. Torej, da se obsodba izbriše. Moje poimenovanje, storilka, se ne bo nikoli izbrisalo. A vam je to jasno? Kaj počne sistem z nami? Kako manipulira, kako psihološko deluje, in sem vesela, da bomo danes o tem nekaj slišali. In na to opozarjam. Ni dovolj, da nas poštarji obsodijo s fiktivnimi vročilnicami, ljudje božji. Po Evropski konvenciji o človekovih pravicah to ne obstaja. Fiktivna vročilnica. Halo, ko vam vržejo v nabiralnik in vi ste že obsojeni s plačilnim nalogom, če hitro ne začnete pisati zahteve za sodno varstvo, pa kar doma morate čakati, ker drugače boste pritožbeni rok zamudili 8 dni. Torej nikamor se ne bomo več premaknili in bomo to čakali doma. In največja prevara vsega tega pa je, da dobite to zelo, zelo dvomljivo spisano. Začnite biti pozorni. Vam bom zdaj pokazala. Več teh kuvert, kako prihajajo. Vidite, kaj piše tukaj, s kakšnimi črkami? Ja, velike pisane črke. 100% se pošiša država na vas. Vi za njih ne obstajate kot oseba, živo bitje, človek, državljan. Ne. Vi ste za njih zid, fikcija, nekaj izmišljenega. Veste, kaj je fikcija? Poglejte v slovarje. Nekaj izmišljenega. Potem pa naj gre ta fikcija plačati plačilni nalog. Zakaj pa jaz kot živ človek? Zakaj? Fikcija ne gre. Tam na moj naslov ne gre na pošto ali na banko, pa ne plača. Halo? Ko pa vas rabijo, da pridete ali na ustno obravnavo ali na sodišče, vas pa drugače povabijo. Vas pa povabijo takole. Tukaj. Aja, tukaj jaz, sorry. Vidite, male. Ne morem sem. Male pisane črke.
ker moje stanovanje, moji zidovi ne morejo iti na sodišče pričati. Pa fikcija mene tudi ne. To so čiste same prevare. In dragi Slovenci, Egidi vas je pozval že, zbudite se. Sami se obsojamo. Sami. Zbudite se, začnite pisati, sprašujte. A je to možno? Ljudje ne verjamejo, da je to možno. Ampak ko začneš razmišljati, vidiš, da je to možno. In ko boste dobili z velikimi pisanimi črkami, vedite, da je manipulacija, prevara, pravna prevara. Država vas je prevarala, ker rabi samo vaš denar. In vam vzame. In to vam vzame. Meni je žal, da moram to govoriti. Ampak, glejte, moram. In zdaj smo pri eni taki zadnji zadevi, odškodnina za posledice protipravnega ravnanja. Jaz sem to dala sicer simbolično, zaradi tega, ker nimam interesa služiti, ampak simbolično preizkusiti, kaj bo iz tega nastalo. 14. maja sem oddala predlog za izvršbo na podlagi verodostojnih listin in kršitve ustavnih pravic predlogom za oprostitev sodne takse. To je oddano na okrajno sodišče, oddelek za izvršbe. In ta predlog je podan na prvem odstavku 26. člena Ustave Republike Slovenije. Podprt je vsemi temi navedbami, ki sem jih navedla že v zahtevi za sodno varstvo in tudi danes, glede imenovanja storilke, kaj ni. Je pa še ena stvar, ki se mi je pa zdajle v zadnjih dneh, včeraj pokazala, samo da jo najdem. Kje pa si, malo se skriva, ker je tega veliko, veste. Bomo dali tole doli, bomo potem porikali. Namreč, zelo zanimivo, veste, Ustavno sodišče je v eni zahtevi za ustavno presojo zakona o volitvah v Državni svet se poslužilo 2. člena Ustave. In sicer je zelo, zelo dobro napisalo, da ni bilo iz zakona, torej, samo poslušajte, da boste razumeli, o čem govorim. Iz zakona niso razvidna niti okvirna vsebinska merila in okoliščine. Dajte to malo zdajle replicirati na to, kar sem prepodvala, storilka, ta člen v zakonu o prekrških, iz katerih bi jasno in določno izhajalo, tukaj gre, kateri poklici štejo za samostojne, ampak to boste drugod. Zato je zakon v neskladju, to je pomembno, v neskladju z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave Republike Slovenije. Kaj pravi 2. člen? Še enkrat bom povedala. Slovenija je pravna in socialna država. To je zelo pomembna odločitev. In začnimo jo uporabljati. Jaz sem žal že oddala ta predlog, ampak verjemite, da bo še mnogokrat priložnost,
da to napišem. No, zdaj pa ta predlog za izvršbo. Povedala sem vam, da je direktno podan na podlagi Ustave Republike Slovenije. To pomeni, ni potrebno neke druge tožbe ali zakona. Po zakonu, ampak direktno po Ustavi, ker se izvaja direktno. In kaj pravi? Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno tistega, ki mu je škodo povzročil. No, jaz sem dala direktno na občino. Nisem se še poigrala s tem, da bi gospodu oziroma gospej, ki je spodaj podpisana pod plačilnim nalogom. Vidite, to je zdaj tisto, ki je mi kapelno, ko sem študirala ta pojem oškodovanec, ki ga opredeljuje Zakon o prekrških, da je dejansko oškodovanec tudi tisti, v mojem primeru jaz, ki je imel škodo. Jaz sem imela škodo, glejte. Prvič taka, kot sem se sekirala, drugič mi je bilo težko, ker nisem mogla verjeti, da se bo sodnica odločila, kot se je, ker sem mislila, da je treba vse dokazati, ampak nisem imela dokaza, ker sem bila sama, saj to sem že zadnjič vam pripovedovala. In na koncu, poglejte, dvakrat sem urgirala, da je šla zahteva za sodno varstvo iz prekrškovnega organa naprej na sodišče. In zadeva se je vlekla 3, 4, 5 mesecev. To je moj trud, to so moji živci, to je moja skrb. Jaz vem, da imajo namen, da je namen teh manipulacij točno to. Ampak enkrat se bomo toliko ozavestili, da nam tudi to ne bo prišlo do živega. Ker bomo prepoznali, kakšne so te poti. No, in zdajle vas vprašam, vprašajte se, kaj menite? Je človek v taki situaciji lahko oškodovanec ali ne? To, kar sem vam predstavila. Vprašajmo se vsi. A bomo kar čakali, da bo država delala oziroma predstavniki? Veste, kaj je bolečina moja? Ko govorim Slovenci z mojimi sodržavljani, z mojimi soobčani, ki to izvajajo. Veste, kakšna karma se s tem ustvarja? A nismo dosti Slovenci dali že vsega skozi, te dualnosti, nore? A se nismo nič naučili? Ne rabim. Lejte, jaz sem bila pri gospodu, ki je vodja redarske službe. Midva sva se lepo pogovarjala. Jaz sem vse sortega spraševala in odgovarjala in tudi on. Lejte, jaz imam na en način usmiljene, en občutek sočutja do njega. Ne moreš splavati ven. On izvaja nekaj in še ni dojel, da s tem, ko on na nek način obstoj svoj vzdržuje na ta način, si dela težko karmo preko bolezni in še česa drugega. In o bolezni mi je tudi povedal.
To je, lejte, ljudje božji. Kdaj boste dojeli, kdaj bomo dojeli, če meni ne gre dobro, tudi Mihajlu ne bo šlo, tudi vam, Belisovcem ne, tudi naši državi ne more iti dobro. Mi vsi skupaj smo eno. Ko bo to prepoznano v kritični masi, verjemite, da se bo premik naredil. Jaz molim za to Slovenijo in za te Slovence. Tudi za druge. Zame so tudi druge nacionalnosti pomembne. Ampak mora se vedeti, kdo je v Sloveniji in kdo naj bi bil tisti, ki je Slovenija njegova domovina. In plačilni nalog, glejte, je bil izdan za prekršek, ki ga nisem storila. In je postopek zoper mene ustavljen. In ostaja vprašanje, in se postavlja vsem nam, ali je s protipravnim, nezakonitim postopanjem občinskega organa bila ogrožena moja premoženjska pravica in osebna človekova pravica. Jaz smatram, da ja. Vi si pa prosim odgovorite. In naslednja, zadnja stopnja pri tej epizodi s tem prekrškom je seveda moje vprašanje, a podam ustavno pritožbo. Zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ne samo ustavnih, ampak tudi po Evropski konvenciji. Samo ko govorimo o ustavni pobudi, gre to za naše ustavno sodišče. In v 160. členu ustave, 6. alineji piše: vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže pravni interes. Vprašam vas, imam jaz pravni interes ali nimam? Tako. In me zanima, kaj bo ustavno sodišče reklo, če se bomo odločila za to ustavno presojo. In danes, s tem, kar je popolnoma novo, to je iz datuma 22.5. novica o odločitvi ustavnega sodišča v zvezi s Državnim svetom, sklicevanje na neskladje z 2. členom Ustave Republike Slovenije, in verjemite, vse, kar sem vam povedala, prejšnjič, pred 14 dnevi in danes, je po moji oceni skromnega pravnega znanja v neskladju z 2. členom Ustave Republike Slovenije. Namreč, kršenje je tega, kar to določilo pravi. Slovenija je pravna in socialna država. Figo. Tako. To je to. Poleg tega pa je pri tej pobudi pomembna še 27. člen Ustave, ki nedvomno govori o domnevi nedolžnosti. Torej, če ni pravno močne sodbe, državljan, človek ne more biti storilec, storilka, niti ne more biti obdolžen nečesa, kar ni naredil. Spet sem pri vprašanju, a je to kršitev omenjenih določil s strani sodišča in prekrškovnega organa? A je to podlaga za odškodninsko tožbo?
Je. Zato sem jo podala. In zaključila bom, tako kot jaz zmeraj moram kaj malo filozofskega povedati. Prava naslada ni v tem, da najdeš resnico. Jaz jo sicer iščem, veste, z veseljem, zato sem poslana v ta svet, na zemljo, v ta dualnost. Torej, ne da najdeš resnico, ampak naslada je v tem, da jo iščeš. To je zagon. To ni moja pogruntavščina, to je Tolstoj napisal. Jaz pa pridajam, zato velja prisluhniti tudi modrosti Tagoreja, ki pravi, če zapremo vrata vsem napakam, potem bo tudi resnica ostala zunaj. Kar z nami ne hodi, veste? Mogoče vam priporočam eno knjigico za konec, preden se poslovim. To je PSI, Psi, knjiga nima avtorja, ampak tam Eros gre v življenju samo po poti iskanja resnice. Poglejte, preberite to knjigo, zelo, zelo zanimiva. Naj živi resnica, naj veliko ljudi začne razmišljati v smislu resnice in ne po liniji najmanjšega odpora plačevati po poti inkasantskega prevarantstva polovičke in napisati pritožbe, zahteve za sodno varstvo in vztrajati na tem. In mi smo vam malo v podporo, vi pa meni. Hvala lepa, želim vam tako poučen večer še naprej, jaz komaj čakam, kaj bo Mihael pripovedoval. Srečno.